momentu, kako vsi poznamo, tik preden zaspiš. Se meni utrnila ideja. Sicer ni bila čisto jasna, kako bo res stavek oblikovan, ampak pač vedela sem, da gre slovenska umetnost na zmenk s Freudom. Ko greš ti na zmenk, ne moreš biti tam nek napol bedak, da moraš ti nekaj narediti za to. Ne? In tudi tukaj bo treba vložiti kup enega dela. Na nek način smo mi skupina, ampak vsak je noter pač sam. In ta nekdo sam ima zdraven svojo umetnost. In kazal bo svojo umetnost, ne sebe. Ampak problem je v tem, da ta osebnost mora speljati to, da svojo umetnost pripelje do sem. Najbolj terapevtski učinek imajo tisti momenti, kjer moraš ti prestopati svoj strah, svojo tesnobo. In reči, nič, grem, pa da vidimo, kaj bo. Samo pol ukvarjali s posledicami. To je izziv, da ti zagrabiš svoje delo in rečeš, jaz imam jajca to obesati na Dunaju. Jaz ne bi rekla, da gre zdaj tle pa za nek tak hlapčevski prihod, vidimo pa zdaj vsi ponižni na Dunaju, pa tako pa, pa ste nam obesali naše slike in tako naprej. Ne, sploh ne pač. Ne iz stene, ne pač slike povejo, ne, kdo so te ljudje. In to je pač samo Dunaj, s tem imenom, s svojo zgodovino, je veličasten, na nek način zataknjen v času in tako naprej. Ampak se mi vse zdi, da imamo do njega prevelik respekt. Ne bo to ljubezen do umetnosti, do svoje države, do jezika, do tega, kar premoramo, ne? Če imaš od Avstrijo? Jaz videla, ne, kaj meni zdaj to je. Ker jaz sem si to zvizualizirala, totalno v nulo do te zadnje svečke, ampak valjda ne bo tako. Hvala Bogu, da ne bo tako. Ne? Nek eros, nek ta želja po življenju, po nečem lepem, po nekem užitku, po nečem, kar na koncu bomo rekli, pizda dobro. To. Und wer sind die Nation der Slowenen? Ja. Yes, can we start? Yes, you can start. Dear ladies and gentlemen, dobrodošli. Welcome to this fantastic event. I want to thank the artists that they have produced such fascinating and moving paintings which really enjoys the heart. Sem že pozabila, da je kamera. Ne se ne, da ti tako zabi. Kaj če imam kakšno psihozo, ker sploh še ne pozna? Kako je to, kar spi? Kakšen poklic je slikarstvo? Pisa the best lifestyle, ne? V bistvu tukaj izražaš sebe, dejansko sebe, brez tega, da bi pač hotel nek feedback, čeprav ga nekje v ozadju pričakuješ. Pač delaš točno tisto, kar hočeš delati. Delaš točno z unimi stvarmi, ki hočeš delati. Postavljati na ogled pač en del tebe, ki je noro skrit. Tako, kakor malo kričim čez svoje fotografije. Ja, tukaj sem. Poklic je pa malo bolj slab, ne? Kaj delaš? To isto kot ona slika. Fotamijo. Moj packa. Meni pomeni spet čisto eno zelo enostavno formulo, da lahko živiš od tega, s čimer se ukvarjaš. Ich bin ein Tourist und pensioniert als Künstler. Du bist ein bisschen. Ja, ja, danke Ihnen herzlich. Pač tako si v tem nivoju, da je to pač tvoj hobi. Zrihti si en job, da boš imela neko finančno podporo, da boš lahko živela. Ko bi mogel recimo enkrat na mesec prodati vsaj eno sliko, recimo.
Je pa dosti težko, no? Lih zato, ker je to nek luksus, ne? To ni osnovna potreba pri človeku, da mora nujno kupiti sliko. Ne razumejo, da je to nekaj za njeno dušo, da pač je to nekaj, kar si želi početi. Da je kar kakšna gospodična, ki je tukaj po Ljubljani, ki je po mojem zelo razočarana nad mano. Ravno zaradi mojega strahu, ker je pač skoraj nemogoče preživeti na ta način. Frustracija je že to, ko ne veš, kako boš preživel čez mesec, kje boš dobil denar že za material, recimo. Prijatelj, ne vem, partner, sin, ne pač na teh nivojih delaš, da ti pač da kaj za jesti, da imaš kje biti. Dober, ta stereotip lačnega umetnika je že v toliko koreninen, ne, da se ga tudi potem kupci blazno dobro držijo. Ne. Ampak mislim, da smo mi, ki smo tukaj na Brani, toliko navajeni že tega, da tudi tukaj na Dunaju, ne vem, imamo problema s tem. Na Freuda! Na Zigija! Mi smo si sami krivi. Imamo 100.000 tečajev, imamo in skoraj vsak ga lahko prepričamo, da zna risati. In to smo tudi počeli. Ker pač ni bilo drugega keša, a veš. Definitivno moraš biti zelo tak stereotipen, da pač ugajaš vsem okrog sebe in da lahko tega dejansko živiš. Ne, to ne gre. Ne gre. Odvisno kdo si, kaj si dosegel že do zdaj, kje se nahajaš, ker obstajajo pač neke skupine ljudi, ki so reprezentirani strani galerij in galeristov. So ni nobenih možnosti, tudi galerije formalne, če tako pogledaš. In še tja zelo težko prideš, oziroma je čakalna doba približno 2 leti, ne, da sploh priješ na vrsto, če te sploh hoče. Fucking ne maram več pogledal kustisov, zato ker se pa tudi nič ne zgodi. A veš, oni so pač neki ujetniki besed, pa datumov, pa drog ponavadi. Tako da pri nas je večinoma tako vse prek vez, poznanstev. Wer ist ja? Tschüss, ja. Tako da če ti imaš nekega tajskega zaledja, nimaš kaj sploh. Kustis pač prišel iz enega podajalca, ne vem, žeblov, je on prevzel monopol nad vedanjem o slikarstvu in o umetnosti uopšte in je rad en tak neizprosen stražar. Če bilo vprašanje, kaj bi Freud rekel na to sliko? Jaz mislim, da je bil Freud ful ponosen na Mažija za tole slikco, ne. Ker v nulo je pač zrisana. Škoda, ker ga ni več, po mojem bi ful užival, no, ob tem, ne. V galerijah so najbolj skrite slike, ne? Tako, najbolj. A veš, moderna galerija ima obiska 300 ljudi na mesec. 300 fucking ljudi na mesec za te sobane. Kako si rekla, 72 plus 42? 42 plus 72, 48 plus 72, koliko je to? Mislim, veš, koliko jih gre noter v istem hipu. Lahko bi bila vrsta. Jaz mislim, da je poanta kakršnekoli umetnosti, da pač kroži, ne? Med ljudmi, ne? Da je tam zunaj, ne? Da se vidi. Koliko se gibljamo na meji ene publike, ki jo kar skozi nagovarjamo. Slovenski prostor, kot je že 100krat in neštetokrat povedano, majhen in pač tisti ljudje, ki pridejo na moje razstave, se ponovadi ponavljajo. Ne? Pa pač pridejo, ker je zastonj za pit, zastonj za jesti. Ampak fino je, da tudi dobiš feedbacke tudi od čist drugih ljudi iz drugih kultur. Mene bi vedno zanimalo, tako kot, ne vem, nosijo na tekmah kokice, popcorn, ne vem, košpice. Dobi jaz tako nosil slike, ne, pač na fuzbal tekme, ne. Pač to, da pač dobiš en čist drug folk, ki se drugač ne gre pogledat, no, razstav. Pridi, moja sem, pridi, no. Lea, Luka je tukaj pridla, pejdi. Tako, pridi. Mislim, v bistvu, včasih so pač šli za boljše življenje na Dunaju, ker pač v Sloveniji nič ne bilo, ne. Ampak tudi je pa zelo podoben, ne, veliko teh pač umetnikov emigrira nekam. Stopiš vse kafiče v Mariboru, vse galerije v Kopri in vse galerije v Ljubljani in preverjeno se nič ne zgodi. In pol je pač valjda želja po nečem, ne, konec koncev, da bi pa mogoče pa tukaj, ker je dosti večja kritična masa nečesa, da bi se kaj zgodilo. Če si po resnici povem, nisem pričakovala prav nič tako posebenega, razen da se mi je zdelo blazno fino, da gremo razstavljati na Dunaj. Zato, ker je vedno fino iti razstavljati nekam ven. To
sploh ni Dunaj, ne, kjer sem, mislim, pač klasičen Dunaj, ne. Kar se tiče arhitekture pač in vsega, ne. In zato pač sem si predstavljala vse drugače. To obljube, pač to, da bomo razstavljali na ambasadi, da bo neka tiskovna konferenca, tako je bilo rečeno v začetku, da bomo pač v Hojte. Na koncu je pač tako vse ratal, se mi zdi na eni taki osnovni ravni. Mislim, tako me je začel vse asocirati kot na neko ladjo, ker smo pač ujeti kle, nikamor nismo šli cel vikend. Pač spali smo kot neki palubni potniki, moje slike so tudi palubni potniki, ker so pač izven te dvorane, ker so nam ostali slike. Fajn mi je, da slike potujejo, ampak ja, sem bi imel raje tisti odnos tak, a veš, fini, takole v te galerije bi imel in potem bi se usedeli in naredili eno strategijo in se pogovorili, tako in 117-krat bi se dobili. Pa na koncu ugotoviš, da sploh noben niti ne ve, kaj se je zares dogajalo v ozadju, kako je to bil big deal, na koncu to izpade vse kar nekaj. Spet smo pri tej besedi izkušnja, ne? To je super zadeva, sploh zato, ker vidiš, da v bistvu, da ta nek sindrom majhnosti je čist fiktiven, ne? Ker vidiš, da ne zaostajaš sploh svojimi deli za deli podobnih skupin ljudi iz tujih dežel, ne? Se mogoče se to sliši drugače, ko bomo mi prišli v Slovenijo in boš tam predstavljen s svojim CV-jem, s svojim delom, bo takrat, bo slišati, pač, wow, razstava na Dunaju, da. Ampak pač ni pa to izpadalo. Tako da mogoče celo boljše, kljub vsemu to okolje, zato ker te ljudje vse dobro zaslužijo s terapijami in mogoče jih kdaj pa kdaj zanima, da bi imeli vse doma napolnjene stvari. Tako da v tem smislu so mogoče bolj zanimivi. So ljudje, ki imajo cache. Mogoče bi mogla bolj upoštevati to dejstvo, da smo na Freudu, da pač to gledajo ljudje, ki so tako bolj odprti, bolj fukjeni, kot po domač. You tell me when. It's again. Okay. Maybe you talk to me or I talk to you. I'm a psychoanalyst here in Vienna and I teach here at the Sigmund Freud University a few classes. And I have chosen this picture here to talk briefly about. Ne vem, slutim, da lahko marsikaj pove o tem, kako nastopimo v nek koncept, ampak me niti ne zanima, zato ker to že vem. Najbrž ne bom čisto nič naredil, da bi se popravil in izboljšal. So that the skin was different. Tako da zdaj, če mi dajo kakršnokoli diagnozo, česarkoli, mi je po svoje grozljivo, da bi to zvedel. This woman was about to become an animal. Po svoje mi je pa vsem, zato ker kaj pa pol, mislim, kaj se pa lahko zgodi, tako kaj še, ne vem, lahko živim še 60 let sicer s to diagnozo, da sem malo hecen, ampak tako bom. What else does a man want but a woman who's an animal? We don't want civilized women in bed. Ja? Već imam to već. Okej, hvala. Okej, hvala. Se mnogo prišla. V redu je bilo. Jak, no sem zgubil, grozno je. Ali si denarnice? No, jakec je bila denarnica. Tako da ja, tisti par evčkov, ki še imam,